Dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Posel bi velikokrat lahko nekako primerjali z igro, da se v poslu lahko igramo. In kot podjetniki pa podjetnice imamo seveda čisto svobodno voljo, da izberemo, kakšno igro bomo tudi igrali. In ko rečem igra, ne mislim nič negativnega, je to pač to naše delovanje mišljeno, ne da bi kakšno bilo zavajanje. In zdaj, če je posel igra, namen igre običajno je zmeraj ali zmagaš ali izgubiš. Zdaj, jaz ne verjamem, da v poslu izgubljamo, ampak bi izgubljanje v bistvu definitivno zamenjala z lekcijami oziroma da se vsakič nekaj naučimo. Torej, lahko samo zmagaš ali pa se nekaj naučiš. In velikokrat vidimo lahko, ali pa veliko podjetnikov pa podjetnica, namesto da bi igrali na zmago, igrajo na to, da ne bodo izgubili. Zdaj, zakaj je ta izguba oziroma da bi izgubili takšen veliki strah oziroma zakaj je ta defenziva podjetnikov pa podjetnic lahko ena velika napaka, je predvsem zaradi tega, ker ostajajo potem na mestu. Medtem ko drugi napredujejo, rastejo, cvetijo in tako naprej, igrajo v bistvu zelo tako varno igro, če temu tako rečemo, igro tega udobja in s tem seveda ne morejo potem imeti tudi nekih razcvetov, velikih, kako bi rekla, prebojev, in na koncu v resnici, tudi če igraš takšno igro, velikokrat izgubiš, ker nekako se potem zapleteš v to, ko ne rasteš, ko ne uspevaš, ko nimaš zmag, tistih ta pravih, nekako se običajno pride do tega, da začneš verjeti, da nič ni možno ali pa da ti ne zmoreš ničesar in tako naprej. In to seveda pripelje do tega, da lahko si že mogoče kar malo obupaš. In seveda ni nujno, da je tako in treba razumeti, če poznaš kakšne uspešne podjetnike, podjetnice, vse te zgodbe smo že vsi verjetno 100-krat slišali in nas verjetno velikokrat navdihnejo, so imeli tudi kakšne nizke točke ali pa da so naredili kaj, če temu rečemo napačno, oziroma so imeli padce. In to ne samo v življenju, ampak tudi v poslu je nujni del vsakega posla, torej nikoli običajno ne gremo samo tako, ampak nekako nihamo. Gremo malo nižje, pa malo višje in nekako tako potem plujemo. Zdaj seveda, če imaš kakšno dodatno pomoč, ki ti te padce mogoče malo oblaži ali pa naredi malo manjše, je pa seveda toliko boljše. Ampak verjetno ne poznaš dobenega podjetnika ali pa podjetnico, ki bi mu šlo samo navzgor, ki bi samo uspeval. Zdaj, če misliš, da ga, potem ga verjetno ne poznaš dovolj globoko oziroma dovolj dobro. Ker nekako ti padci so del, če tako rečemo, igre. In zelo pomembno je, da se torej vprašamo, kakšno igro res igram. A igram res tisto igro na zmago, da vse naredim, da pridem do zmage, da uspem, pač karkoli zame zmaga pomeni, ali igram samo eno tako malo igro, da v bistvu sam sebe ali pa sama sebe že diskvalificiram, še preden skoraj da stopim na igrišče, če tako rečemo, in se izločim iz igre oziroma igram tako malo igro, da ni šanse, da sploh pride do zmage. Če igraš to drugo, se torej že v bistvu izgubiš. Če pa greš na zmago, in imaš postavljene neke cilje, ki si jih želiš, pa to ne pomeni, da morajo biti cilji samo, da moraš zaslužiti toliko pa toliko evrov. Mogoče je lahko cilj, da lahko toliko zaslužiš, da zraven mogoče podpreš določeno dobrodelno organizacijo. Ali pa da imaš toliko pa toliko prostega časa. Karkoli je ta nek cilj lahko zate, kar je pač tebi najbolj pomembno.
In zdaj seveda, kako priti do tega, da čim bolj igramo to, da si upamo, ne? Meni definitivno pomagajo zmeraj kakšni izzivi, torej da stopim izven cone udobja in da sem redno treniram to veščino. Zdaj, če mogoče poznaš 75 hard, torej 75 težko, ne, je recimo en takšen izziv, kjer se v bistvu 75 dni držiš 5 pravil, torej ta so recimo, da 2-krat na dan po 45 minut imaš neko trening, workout, eden od teh mora biti zunaj in ne smeta se skupaj držati, da se določiš v bistvu, kakšna bo prehrana in se tega držiš, da posnameš vsak dan eno sliko napredka, potem, kaj še takšnega, torej, da ne piješ alkohola, še nekaj sem pozabila, skratka nekaj pravil je, ki se jih moraš držati in če se kateri dan v bistvu tega ne držiš, začneš ta izziv z nule. In to je v bistvu en takšen izziv, ki ti pomaga, da prideš do tega, da stopiš izven cone udobja in lahko tudi delaš na tem, da si zmeraj treniraš, da si zmeraj izven cone udobja. Zatem, ko je 75 dni uspešno zadaj, je potem faza 1, kjer dodaš še dodatne v bistvu naloge oziroma dodatne izzive in to potem traja 30 dni in potem naslednjih 30 dni dodaš spet nove navade. In tako v bistvu buildaš nekako to svojo mišico, da si redno izven cone udobja. Zakaj? Zaradi tega, ker v 30 dneh nekako že nekako se navadiš oziroma upelješ neko novo navado. In kaj je tukaj seveda zelo pomembno, da ko imamo enkrat navado, je to naša cona nova udobja. In zdaj, če želimo mi redno trenirati, da smo izven cone udobja, potem je fajn, da si postavimo torej nekaj novega, kar nam bo pomagalo iti na našo naslednjo stopničko, ali osebno, ali v biznisu, ali karkoli. In na ta način, v bistvu, to je en taki super sistem, ki meni definitivno zelo lepo pomaga, da sem v bistvu nekako izven cone udobja nekako zmeraj, da mi je v bistvu potem že ta izven cone udobja nekaj normalnega. In ti povem recimo tudi eno tako zanimivo, ko sem imela en taki zanimivi preblisk, ko sem naredila 75 dni, torej prvih 75 dni, nisem imela namena oziroma sploh nisem vedela, da obstaja faza 2 in to se je zaključilo ravno v petek in sem rekla, wow, čez vikend bom pa čisto free. In moram priznati, da v bistvu mi je prav manjkalo, ker je pač te navade, ki sem jih skozi 75 dni nekako upeljala, zato da sem naslednja verzija sebe in zdaj, če grem nazaj, sem se v bistvu prav počutila, da mi nekaj manjka, da nisem dovolj jaz in da sem že na naslednji stopnički in mi je to bil en taki super preblisk oziroma samo takšna motivacija, da potem spet nadaljujem oziroma si dodajam nove izzive za tega, da sem na eni strani torej vedno izven cone udobja, da to treniram in na drugi strani, da pač so delčki tega izziva takšni, ki me podprejo v mojem poslu in pa v osebnem življenju. Tako da tudi tebi mogoče predlagam, če si želiš tega, da igraš igro na zmago, da si mogoče zastaviš neke cilje, katere se potem zares držiš. Tukaj smo seveda vsi odrasle osebe in če si nekaj obljubiš, potem seveda ne bi smel biti izgovor, da se tega ne držiš. Če redno imaš izgovore, potem je ta način še toliko bolj pomemben, da začneš sebi bolj zaupati oziroma da se držiš zadanih obljub. Evo, upam, da ti je to pomagalo in da začneš igrati res to igro na zmago, ker ko igraš na zmago, potem definitivno bodo tudi rezultati prej ali slej vidni. Tako da uživaj in lep dan. Čau. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.